Dober večer. Dober večer. Čez noč je vaš resor postal pravzaprav eden pomembnejših v Evropski komisiji in s tem je tudi odgovornost še večja. Zakaj se vam zdi primerno, da se le nekaj dni po največjem protestu v zgodovini Srbije sestanete s predsednikom Vučićem? Kar nekaj zelo pomembnih držav v geostrateškem smislu je v mojem portfelju. Države kandidatke, Srbija je zagotovo med njimi. Ta država že nekaj časa stagnira in ni bilo napredka v pogajanjih. In pogovori, ki jih imamo zdaj, so namenjeni točno temu, da uresničijo v Srbiji točno to, kar od srbske vlade, od srbskih politikov pričakuje tudi Evropska unija. Pomeni, da so to, kar protestniki zahtevajo in kar mi zahtevamo od Srbije na poti v Evropsko unijo, enake stvari. Gre za vladavino prava, gre za spoštovanje človekovih pravic, gre za svobodo medijev, gre za možnost izvedbe svobodnih volitev in o vsem tem smo se seveda pogovarjali. Drži, ampak kot sami pravite, ti pogovori so v zadnjih letih stagnirali. Vučić je že 30 let v politiki, 13 let je Srbija že kandidatka za članstvo v Uniji. Zakaj je potem pa ravno par dni po največjem protestu pravi čas za tako srečanje in se vam ne zdi morda naivno pričakovanje, da bo po enem takem srečanju Vučić po 30 letih uvidel, kaj pričakuje Evropska unija od Srbije in slišal vse zahteve in spremenil svojo politiko? Po enem srečanju zagotovo ne, po več takšnih srečanjih pa da. Zanimivo je, da je Vučić prišel v Bruselj na povabilo generalnega sekretarja Zveze z NATO, s katerim se je tudi srečal. To ni bilo za nikogar problematično. Problematično je bilo, da sem se z njim srečala jaz. Srbija se ne poteguje za članstvo v Evropski uniji, lahko pa bistveno prispeva k miru na Zahodnem Balkanu. Je pa država kandidatka in v mojem resorju delamo na tem, da bi se Srbija na tej evropski poti, kot sem rekla, premaknila naprej. Čakajo pa še zelo, zelo veliko ravno na tem področju, ki sem jih prej tudi omenjala. In napredka ni bilo. Če greva iskati razloge, zakaj. Eno so zagotovo v Srbiji, ker vlada ni naredila dovolj in za tega ljudje protestirajo in jim dajem prav. Po drugi strani pa se je tudi, kot ste sami rekli, čez noč je širitev postala zelo pomembna, tudi znotraj Evropske unije. Širitev je zdaj ena med najpomembnejšimi prioritetami, v prejšnjem obdobju ni bila. Tako da zdaj je tudi Evropska unija ne samo glede Srbije, ampak tudi ostalih držav širitveni postopek pospešila. Ampak problematično je bilo za nekaj 10 evropskih poslancev tudi srečanje Vučića s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Težko se ne strinjamo z njimi v stališču, da recimo bi bilo bolje, če bi Vučiću postavili neke pogoje oziroma morda celo ultimat, to in to uredite, potem pa se bomo z veseljem z vami srečali in se pogovorili o vaši nadaljnji poti v vključevanju v Evropsko unijo. Različni načini so, kako priti do dobrega rezultata. Eden je, da se sploh ne pogovarjaš, ta pot ni dobra. Če želimo doseči skupni cilj, in to je članstvo Srbije v Evropski uniji, se moramo pogovarjati. Veste, tisti, ki me kritizirajo, da sem se srečala z Vučićem, so velikokrat eni in isti ljudje, ki pravijo, da se je treba pa pogovarjati tudi s Putinom. Ena stvar. Druga stvar je postavljati ultimate v situaciji, ko je stanje, varnostno stanje zelo razgreto, ne samo v Srbiji, ampak tudi še kje drugje na Balkanu, po mojem mnenju, ni pametna pot. Zdaj bomo seveda počakali, ali bo Srbija vse to, kar smo dosegli v dogovorih na teh dveh obiskih, dosegla, in če ne bo, bomo seveda pogledali, kako naprej. Dobro, primerjava s Putinom je malce drugačna. Se mi zdi, je vaše stališče, oziroma se strinjate s tem, da je Evropska komisija s tem, ko ste se vi sestali z Vučićem in pa potem predsednica komisije Ursula von der Leyen, torej ne osebno vi, ampak je Evropska komisija dala s tem neko moč predsedniku Vučiću, da lahko svojim državljanom pokaže, poglejte, jaz sem za Evropsko komisijo garant stabilnosti v regiji, oni me imajo za sogovornika, vsi tisti, ki ste na ulicah, se motite.
Kdo pa je potem primerni sogovornik? Trenutno Srbija nima vlade. Kdo je tisti, ki lahko izvede reforme ali pripelje do teh reform? Jaz se pogovarjam tudi s predstavniki civilne družbe. Dnevno smo v stiku z njimi in mi sporočajo, kaj se dogaja. Mnogi od njih ne želijo, da o tem sploh govorim, zato ker bi lahko bili ogroženi ali njihove organizacije ali tudi njihovo življenje, tako mi pravijo. Tako da dajeti legitimnost nekomu ne gre za to, ali se z njim srečaš ali ne. Dajeti legitimnost nekomu pomeni, ali bo lahko privedel do tega, da se bo stanje pomirilo in da bo res Srbija naredila to, kar nujno mora narediti. Pomeni spremeniti medijsko zakonodajo, iti po poti vladavine prava in seveda zagotoviti svobodne volitve. In tega si želijo tudi protestniki. Dobro, samo še eno vprašanje na to temo. Večkrat sem že videl v vaših intervjujih te dni, da ste spraševali, kdo pa je potem legitimen sogovornik. Mislim, da odgovora na to vprašanje pravzaprav nima nihče, niti strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, niti verjetno voditelji v tej regiji, ampak se vam ne zdi, da pa bi morala Evropska komisija imeti ta odgovor, s kom se pogovarjati. Nazadnje na protestih v Srbiji ne vidimo evropskih zastav in odzivi na ta srečanja pa so bili jasni. Torej, s tem se na nek način krepi euroskepticizem in o članstvu v Uniji ne odloča predsednik, treba je prepričati ljudstvo. Nimate prav. O tem, kdo v Srbiji je na oblasti, ne odloča Evropska unija. Evropska unija ne odloča o tem, kdo so srbski politiki. Samo srbski narod je tisti, ki bo odločal o tem, kdo bo v novi vladi, ki jo zdaj sestavljajo, ali pa bodo tudi predčasne volitve, tega zaenkrat še ne bo, ali tudi srbski narod, edino srbski narod bo odločil o tem, ne Evropska unija, kdo bo v prihodnosti njihov predsednik. Ne govorimo o tem, kdo odloča, kdo je voditelj, ampak samo o sporočilu. Lahko bi tudi rekli, da je s tem srečanjem tudi Evropska komisija zavzela neko stran. Poglejte, če bi vi imeli rešitev, bi jo tudi že zagotovo povedali, pa je nimate ne vi, ne jaz, ta hip iščemo pa jo zelo, zelo intenzivno zaradi tega, ker si Zahodni Balkan končno zasluži, da se razmere stabilizirajo in da res zagotovimo tem državam, ki imajo težave na poti v EU, to možnost, da postanejo članice. Velja, Zahodni Balkan, vprašanje širitve na to področje, nekateri menijo, da bi morala na tem področju Evropska komisija delovati hitreje in v paketu na nek način hitro razširiti svoj dežnik na to območje. Se vam zdi, da je to realna možnost? Razumem ljudi, ki tako mislijo, zaradi tega, ker so danes geopolitične razmere spremenjene. Bistveno spremenjene na način, da imamo na nek način napetost med geopolitičnimi spremembami in potrebo po zagotavljanju varnosti na eni strani in na drugi strani seveda pogajalski postopek, ki temelji na tem, da lahko država napreduje šele, in enako je morala to narediti tudi Slovenija, ko bo lahko dosegla določen napredek. Imamo čez 30 poglavij, v Sloveniji pa smo bili med najhitrejšimi, so pogajanja trajala 3 leta. Res med najhitrejšimi. Če bi mi sprejeli v Evropsko unijo države v paketu zdaj, ta hip jutri, bi mogoče res bilo najbolje, ker ne bi bilo treba se z nobeno državo pogajati. Ampak kaj bi to pomenilo za stabilnost Evropske unije? Kaj, če bi v Evropsko unijo sprejeli države, v katerih se bi režimi čez nekaj časa spremenili, bi pa tem državam dali vse pravice, kot jih imajo sedanje države članice. In še nekaj zelo pomembnega je, ne gre samo za gospodarski razvoj, ta je zelo pomemben, gre tudi za to, da morajo te države, kandidatke, izpolnjevati vse kriterije in 100% na področju vladavine prava, skratka na področju demokracije in pa evropskih vrednot. In razumem tudi, ko nekateri pravijo, kaj je zdaj pomembnejša, imamo mi močno ekonomsko državo, ki bo postala članica, ali se moramo danes sploh še ukvarjati z vrednotami. Pa bom na to dilemo odgovorila s citatom, ki sem ga slišala od predstavnika vlade Islandije.
Islandija se namreč zdaj razmišljajo o tem, da bi se ponovno vrnili med države kandidatke. Z Islandijo smo v preteklosti zaključili že 11 poglavij, potem so to prekinili. In ko sem vprašala, zakaj bi se zdaj želeli vrniti in postati ponovno kandidatka, sem dobila odgovor, navajam, zato ker želimo pripadati skupnosti vrednot in demokracije. Zaradi tega, kar se dogaja v svetu, pa ne samo proti vzhodu, ampak tudi daleč proti zahodu, se zna zgoditi, da bo Evropska unija ostala še edina skupnost, kjer se bomo res potegovali za vrednote, za človekove pravice, za vladavino prava, svobodo medijev. In če že govorimo o širitvi, Albanija, Islandija, Črna Gora, Moldavija, Severna Makedonija in Švica, vse te države so v beli knjigi o oboroževanju Evrope, torej v planu do leta 2030. Tudi to pomeni, da je vaš resor eden od pomembnejših. Ob koncu vašega mandata, kaj menite, koliko od teh držav bodo pod Unijo? Vesela sem, da ste opazili, da so te države, nekatere tudi, ki še niso kandidatke na tem seznamu. Pri zagotavljanju varnosti Evrope, in ne govorim samo o vojaške varnosti, so seveda pomembne ne samo države članice, ampak tudi države kandidatke ali tiste, ki so na tem območju. In ko govorim varnost, je tudi varnost, ali bomo še vedno imeli vodo, ali bomo imeli dovolj surovin, ali bomo imeli dovolj energentov, ali energente na tak način, da ne bo nekdo zaprl pipico in bomo ostali brez električne energije. In v tej povezavi so vse te države pomembne. K vašemu vprašanju, zaenkrat smo na zelo dobri poti v pogajalskem procesu s Črno Goro, ki bi lahko zaključila pogajanja do konca leta 2026 in pa Albanijo do konca leta 2027. Za Moldavijo sicer še nismo začeli, ampak izjemno intenzivno izvajajo reforme, tako če bomo lahko odprli kmalu prvi sklop poglavij, bi lahko končali pogajanja tudi še v času mojega mandata. No, večina bele knjige pa govori o oboroževanju. Pri nas je zanimiva situacija, glede na javnomnenjsko anketo Mediane, kar nekaj ljudi ni naklonjenih oboroževanju. Kaj bi sporočili Slovencem, bi bilo vaše sporočilo, da nimajo izbire, da živimo v takšnih časih? Ne, to ni moje sporočilo. Sporočilo je, da se o tem moramo pogovarjati. Zanimivo je, kar je pokazala evropska javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Pokazala je, da Slovenci pričakujejo od Evropske unije, da poskrbi za njihovo varnost, takoj ko pa se pojavi beseda obramba, skratka na kakšen način, se pa ta delež bistveno zmanjša. Občutki, kaj pomeni ponovno oboroževanje ali skrb za našo varnost, se zelo razlikujejo na to, koga v katerem delu Evrope vprašati. Če gremo na sever ali proti vzhodu, je veliko strinjanje tudi med ljudmi, da se je treba oboroževati. Ko pa pridemo do naše države in naprej gremo proti zahodu, je pa to drugače. Bela knjiga o obrambi do 2030 ponuja različne možnosti posameznim državam, kaj lahko naredijo, kako je možno financiranje. Vsaka država se bo pa, tudi Slovenija, morala potem sama odločiti, ampak kar seveda zdaj pričakujem tudi od politikov v Sloveniji je, da se bomo o tem pogovarjali, da se bo pogovarjalo, kako to zagotoviti varnost. Samo še to, se vam zdi, da je v Evropi res vojna pred vrati in da se moramo hitro oborožiti? Ne znam odgovoriti na to vprašanje, smo pa v res tako spremenjenih razmerah, ki si jih nismo znali predstavljati. Evropska unija, prvič se pogajamo z državo, ki je v vojni. Ko so moji starši doživeli drugo svetovno vojno in nam je doma mama ves čas pravila, ko je prišlo do kakih nesoglasij, samo da ne bo vojne, pa bo vse v redu. Se nam je zdelo že nemogoče, kako nam lahko govori o vojni. Ampak potem smo doživeli vojno v Jugoslaviji in potem imamo danes vojno v Ukrajini. Če bi mene vprašali en dan pred tem, ko se je vojna v Sloveniji začela, bi zagotovo zatrdila, da je ne bo. Tako da težko odgovorim na to vprašanje. Upam, da ne bo nikoli vojne. Mogoče bo pa ravno to, da se bomo pripravili na vojno, nekatere, ki bi slučajno nas lahko napadli, odvrnilo od tega, da bi to storili. Ja. Najlepša hvala, da ste bili nocoj naša gostja in seveda vam želimo izjemno uspešno delo. Z veseljem. Hvala lepa.